Nesklepčna izredna seja v Šentjerneju. Krška nuklearka se je samodejno zaustavila. Kdo so najboljši športniki novomeške občine? Dober večer. V občini Šentjernej, ki je zaradi nesprejetega proračuna za 2017 v prvem trimesečju na začasnem financiranju, je dogajanje na političnem parketu še vedno pestro. Na včerajšnjo izredno sejo, sklicano na zahtevo 5 svetnikov, jih je namreč prišlo ravno toliko od 18, od tega 3 sklicatelji, 2 sta bila odsotna. Seja je tako zaradi nesklepčnosti odpadla. Po besedah ene od podpisnic sklica izredne seje, Viktorija Rangus, so to zahtevali, ker so prepričani, da je bil že prvi predlog proračuna pripravljen v neskladju z zakonodajo. In menim, da tudi sedaj ni to pripravljeno ustrezno z aktualno zakonodajo. Proračun, če je bil zavrnjen, mora iti po istem postopku, kot se pripravlja proračun. Zato je potrebno zakonodajo odprti, pa prebrati tudi kaj, ne? Zaradi nezakonitosti, tako Rangusova, je potreben nov predlog proračuna v prvem branju, zato tega na jutrišnji redni seji ne bo podprla. Prav tako podpisnike moti, da občinska uprava pri pripravi proračuna ni upoštevala obeh prednostnih naložb, tako vrtca kot mostu v Mršeči vasi, dodaja. V proračunu za 2017 so tudi te spet kmetijske subvencije, 150 000, povečanje za občinsko upravo 40 000 evrov, tukaj imamo že 200 000 evrov v enem letu. Most je milijon in iz 200 000 evrov ne moreš mosta narediti ali pa tudi začeti ga delati. Če hočemo mi se projekt lotiti, moramo imeti sredstva zagotovljena, ne moramo mi javno naročilo speljati, da nimamo sredstev. Luzar zavrača očitke o neuskladitvi predloga proračuna. Svetnike smo imeli 2krat na sestanku, da smo uskladili. In oni so osnutek proračuna sprejeli z večino. Sledila je možnost amandmajev, a za most ga niso prejeli, dodaja Luzar, ki vztraja pri tem, da je predlog proračuna pripravljen v skladu z vso zakonodajo. To je bilo že več sestankov je bilo in zdaj se to sprenevedati, da ni bilo, pa da niso imeli možnost, pa da je nezakonito, to so laži. Vsekakor bo zanimivo videti, kako se bo odvila jutrišnja redna seja, na kateri bodo odločili o predlogu proračuna 2017. Bolj složni pa so v Sevnici. Tamkajšnji svetniki so na včerajšnji seji med drugim govorili o novih cenah v vrtcih. V 38 oddelkov je vključenih 679 otrok, kar predstavlja 80% vključenost malčkov v javno varstvo. V ceni vrtca kar 80% predstavljajo plače vzgojiteljic in tehničnih služb. Zakon o plačah javnih uslužbencev je sprostil napredovanja, višji bo regres in dodatno kolektivno zavarovanje. Vse to vpliva na povišanje cene in v naših vrtcih se bodo te cene dvignile od 1 do 6%. Zaradi v povprečju nizkih plač v sevniškem gospodarstvu glavno breme financiranja vrtcev nosi proračun. Torej 26% plačajo starši, ostalo pa je breme proračuna in to pomeni, da tudi to povišanje, ki je, dejansko vpliva večji del na proračun, manjši del pa tudi potem na starše seveda. Govorimo od 3 do 10 evrov. Včeraj pa so svetniki potrdili tudi spremembo zazidalnega načrta v industrijski coni na Savski cesti in omogočili družbi Rafael dograditev objekta. Ne bo pa to edina sprememba v tej coni, pravi župan. Vemo oziroma imamo informacije, da se bo v prihodnjih mesecih predlagana še najmanj ena sprememba in tako občina odgovarja na izzive oziroma na potrebe podjetij, da tekoče spreminja te prostorske načrte. Podjetje, ki napoveduje naložbo v prostor, je Metalika, specializirana za opremljanje luksuznih jaht, so povedali na občini. Še ostajamo v Posavju. Zjutraj se je jedrska elektrarna Krško samodejno zaustavila zaradi odstopanja v delovanju regulacijskega ventila glavne napajalne vode na klasičnem delu elektrarne. Dogajanje je dopoldne pojasnil predsednik uprave nuklearke Stane Rožman. Ob samodejni zaustavitvi so bili vsi odzivi sistemov pričakovani in ni bilo nikakršnih vplivov na okolje. Elektrarna je v varnem stanju zaustavitve. Trenutno poteka natančna diagnostika okvare ventila
Ta bo predvidoma opravljena še danes. Elektrarno naj bi po Rožmanovih besedah jutri spet zagnali in jo priključili na omrežje. V teh dneh mineva 29 let, odkar so v Črnomlju odprli dom starejših občanov, zgrajen z državnimi sredstvi in samoprispevkov občanov takratne občine Črnomelj. Danes so slovesno obeležili jubilej. V zadnjih 15 letih so sicer stavbo doma dodobra spremenili in zgradili več kot 1000 kvadratnih metrov dodatnih uporabnih površin. Da pa bi stanovalcem zagotovili še boljšo kakovost bivanja, so lani začeli s prenovo doma. To pomeni, da sledimo standardom, ki bojo začeli veljati leta 2021, dvigujemo kakovost bivanja stanovalcev v našem domu. To pa praktično pomeni vsaka soba svoje lastne sanitarije z določeno opremo. Novi standardi pa zahtevajo tudi spremembo metod dela. Vsekakor se mi zavedamo, da dom niso samo prostori, ni stavba, dom je življenje in pa vsebine, ki jih ponujamo. 94 zaposlenih si prizadeva, da bi se njihovi stanovalci dobro počutili v domu, ki je v teh dneh polno zaseden. Večjih čakalnih dob ni, predvsem za domačine rešujemo vloge vse sproti. V minulih nekaj letih so v domu beležili tudi odhode stanovalcev v cenejše domove na Hrvaškem. V zadnjem obdobju pa teh odhodov ne zaznavajo več, pravi direktorica. Nekaj primerov beležimo, ko so stanovalci odšli in so se vrnili. Opažamo pa to tudi glede na naše vloge, ki jih dobimo, kajti pred 2-3 leti mi vlog praktično južno od Dragatuša nismo dobivali. Ljudje so očitno spoznali prednosti našega doma, dodaja Lekić Polšakova. Poudarili pa so jih tudi vsi govorci na slovesnosti, ki so jo oblikovali učenci Glasbene šole Črnomelj in domski pevski zbor Jorgovan, ki deluje že 11. leto. Željo polepšati vsakdan stanovalcem doma pa so odprli tudi razstavo del akademskega slikarja, domačina Roberta Losarja. V 23 novomeških krajevnih skupnostih so lahko lani prvič pripravili zanje pomembne projekte za polovično sofinanciranje z mestno občino. Tako so izvedli 35 naložb v 18 krajevnih skupnostih. Zdaj je že objavljen poziv za leto 2017, s katerim občina zagotavlja 200 tisočakov za nove projekte, ki jih lahko prijavijo do 1. septembra oziroma do porabe sredstev. Prva obravnava vlog bo 28. tega meseca. Lani je občina odobrila 38 projektov. Odziv je bil res dober. Mi smo dobili prijavo in podprli 35 projektov iz 18 krajevnih skupnosti. Večina so bili tudi narejeni, 2 sta bila predstavljena potem v realizacijo v letošnjem letu, eden pa je še v trajanju. To je ureditev javne razsvetljave na Uršnih seljih. Sofinanciranje morda na videz manj pomembnih naložb, ki si ga v polovičnem deležu delita občina in krajevna skupnost, prispeva k kakovosti življenja številnih občanov. V krajevni skupnosti Majde Šilt so denimo poskrbeli za obnovo 2 stopnišč v celoti. Kje? Torej tukaj iz Slančeve ulice proti trgovini Mercator in pa iz Ragovske proti Ragovemu logu. Prav tako so uredili 40 let staro neprehodno pešpot in vsa 4 otroška igrišča. Mi smo lansko leto imeli lastnih sredstev blizu 10 tisoč evrov, na to smo dobili še enak znesek iz mestne občine Novo mesto. Kljub temu nam je nekaj zmanjkalo, tako da smo en del poravnali še v letošnjem letu. Ko nameravajo prijaviti nove projekte. Tako da letos načrtujemo nadaljno obnovo stopnišč in pešpoti. Nadalje bomo velik del namenili pa večji prometni varnosti. Tukaj računamo še na večji prispevek mestne občine Novo mesto in ta je tudi obljubljen. Nekaj bo namreč treba postoriti na pešcem in kolesarjem neprijazni ozki ulici Marjana Kozine, poudarja župan. V letošnjem pozivu je sicer poudarek na projektih s področja gradnje in obnove komunalne, cestne in druge podstati.
Tudi letos bi lahko občina z rebalansom proračuna povečala razpisana sredstva, kar je storila že lani, ko je projektom namenila 250 000 evrov. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki vsaj enkrat mesečno obišče od centra odmaknjene občine v Sloveniji in se tam pogovarja z vsemi, ki menijo, da so jim kršene pravice in da jim lahko varuhinja pomaga, je včeraj prvič poslovala v Semiču. Skupaj s sodelavci je prisluhnila 10 občanom, ki so prišli, kot je povedala na novinarski konferenci, zelo podobnimi problemi kot drugod po Sloveniji. Opozarjali so na sistemske nepravilnosti, imeli pripombe na delo sodišč, Centra za socialno delo in nekaterih drugih državnih ustanov. Je nekaj problemov, ki so jih ljudje odprli, ki se nanašajo tudi na to, kar varuh nasplošno ugotavlja. Recimo danes se mi je zdelo izjemnega pomena, da so ljudje govorili o strpnosti, o sobivanju, o prijaznosti, o tem, kako je, če se znajdeš na dnu. V zadnjem obdobju pa imajo ljudje veliko pripomb tudi na delo upravnikov stanovanjskih hiš, pravi varuhinja, ki v teh dneh piše letno poročilo, v katerega bo strnila tudi najbolj pogoste probleme, na katere opozarjajo ljudje na terenu, ter ga posredovala vladi, ministrstvom in drugim ustanovam. Eno je brati pisma, ki jih dobiš, drugo pa je slišati ljudi. Ljudje ti veliko povedo, seveda so naši postopki zaupni, zato vam novinarjem konkretnih zgodb ne morem predstaviti. Pravi varuhinja, zadovoljna, ker v Semiču ni slišala niti ene pripombe na delo in dostopnost do županje ter občinske uprave. Pa tudi na področju zdravstvenega varstva in varstva otrok ljudje nimajo težav. So pa težave v sobivanju z romsko populacijo, vendar jih rešujejo, dodaja Nussdorferjeva, vesela, ker je v pogovoru z ljudmi slišala tudi veliko pozitivnega. In tudi, da bo tu zelo velik dogodek zbor čebelarjev in da bodo lahko k čebelarstvu pristopili invalidi na vozičkih. To bo 12. marca. Gospod me je povabil na ta dogodek, ki bo zelo velik in kot varuhinja, ki podpiram seveda tudi delo, vključevanje v družbo invalidov, se mi zdi izjemno pomemben in bom prišla. Za konec pa še športni pridih. Atletinja Breda Škedelj, namiznotenisač Darko Jorgič in namiznoteniški klub Krka. To so najboljši športnica, športnik in športni kolektiv v mestni občini Novo mesto za leto 2016. Prireditev, ki so jo po nekaj letih znova vrnili v novomeški športni hram, športno dvorano Marof, počasti novomeški šport ter predvsem športnike in športne delavce. In dobitnikov priznanja je bilo vnovič veliko. Imamo veliko državnih prvakov, veliko članov reprezentanc. Če samo povem, da smo morali precej tudi zaostriti kriterije, kajti teh prvakov v mlajših kategorijah in tudi članov določenih reprezentanc bi bilo enormno več. Več kot 70-članska strokovna komisija in ljubitelji športa, ki so glasovali po pošti ali prek spleta, so izbrali najboljše. To so torej tekačica na dolge proge Breda Škedelj iz atletskega kluba Krka, najobetavnejši slovenski namiznotenisač, ki že pri rosnih 18 letih dosega izjemne uspehe, Darko Jorgič, ki ga sicer na prireditev zaradi bolezni ni bilo, in njegov namiznoteniški klub Krka. Ja, tole je bilo letos kar malo nepričakovano, lansko leto je bilo res uspešno in v bistvu je ena pika na i na tej res uspešnem lanskemu letu, tako da mi je veliko pomenilo. To je verjetno za njega zopet en mejnik, ki jih je v tej svoji karieri dosegel že nekaj in mislim, da bo to za njega še dodatna spodbuda, da bo še naprej posegal po evropskem vrhu, tudi svetovnem vrhu. To je skoraj malo čudež, ker medijsko žal ping-pong ni popularen, čeprav je izjemno lep šport. Ampak tu so igre žogo in tako naprej, tako da smo končno nekako to premagali in prevladali tudi to. Na prireditvi so sicer podelili še županova priznanja državnim prvakom in vsem, ki so nastopili v državni reprezentanci. Športnim delavcem so se za večletno delo v športu zahvalili z Bloudkovimi priznanji in značkami različnega sijaja, podelili pa so tudi pokale najboljšim ekipam v delavskih športnih igrah. Več zanimivosti z prireditve Športnik leta si boste v našem programu lahko ogledali konec meseca. Hvala za danes in lep pozdrav do jutri.